Pozdravljeni, sem Tim. Jakov, Sašo, Črt. Dobrodošli na prvi epizodi podcasta Intel. Danes bomo govorili o temi oblačil, oblačenja, trenutnih trendov in kaj vpliva na njih. Bom poleg tega pa še nekaj o triftanju in bom nadaljevali o tem. Potem pa kar brez zavlačevanja začnemo z prvo temo, kako bi definirali nekoga, ki se dobro oblači. Ali menite, da je oseben stil pomembnejši oblačil, ki jih imaš oblečeni? Zdaj, dobro oblačenje je težko definirati, ker gre samo za neko umetnost, kar je predvsem subjektivno. Ne bi rekel, da lahko nekako poveš, da se nekdo dobro oblači, lahko le poveš, da mu to nekaj pomeni in se potrudi za svoj izgled. Ja, zdaj Sašom se strinjam, fashion na splošno pač stila oblačenja je zelo subjektivno mnenje, kar se razlikuje glede na posameznika. Zdaj, enim osebam oziroma skupini ljudi se lahko vidi nekakšna čisto drugačna estetika oblačenja kot pa drugi in zaradi tega ne moremo reči, da se druga skupina ljudi oblači slabše, zato pač, ker so pač drugačni od druge skupine. Zato ja, definicija fashiona, kako se oseba dobro oblači, je skoraj nemogoče definirati, saj gre samo za osebno mnenje, kako si sproščen z svojimi oblačili, kako se počutiš v svoji koži. To se vse odraža v tem, kako gledaš na dan, ne? Ja. Potem pa lahko bi rekel, da oseben stil ima večji pomen, kot pa to samo oblačila, ki jih nosiš. Do dobrega stila tudi ne pride samo z dobrimi oblačilami, ampak moraš imeti tudi podzavest, samozavest, moraš biti samozavesten in vedeti to, kako obleči oblačilo, saj ni mus, da vsako oblačilo isto oblečeš, pač imaš načine oblačene srajce, lahko jo kako kombiniraš, nekaj pač si moraš zmisliti, kar si nekdo drugi ne bi. V tem smislu, kako vpliva fast fashion, oziroma te znamke, ki prodajo oblačila, ki so v trendu, narekovaj, in kako imajo mladina danes večji dostop do njih, in kako to vpliva na kako se ljudi oblačijo danes. Ja, mislim, večina ljudi se oblači zelo podobno, saj se z tem lahko najbolj nekako zlijajo z družbo in so na dokaj objektivnem na objektiven način dobro oblečeni, saj sledijo trendom, fast fashionu, kateri tudi ne stane veliko, kar pomeni, da se lahko veliko ljudi zlije z tem fast fashionom, zato kako bi tem rekel, neoriginalnim stilom oblačenjem, sledijo trendom na socialnih omrežjih. Ja, ampak potem bi lahko rekel, da nekdo, ki nosi oblačila samo z perčke, Zare, takšni bolj blagovnih znamk, ki so dostopne pri nas in dajo stvari, ki so bolj v trendu, bi lahko rekel, da se oblači slabše kot nekdo, ki bolj eksperimentira oziroma nosi oblačila, ki so bolj priznanih znamk. Ja, saj razumem, tukaj spet pride do tega, da je fashion subjektivno mnenje in se razlikuje na vsakega posameznika. Saj osebno bi rekel, da sem oseba, ki se bolj izraža, ki naredi svoj outfit na bolj originalen način, na nekaj, kar še ni bilo narejeno, da ne prekopira nekoga, ki je že vložil trud in razmišljanje v svoj outfit, bi rekel, da se nekako bolj izraža za fashion, saj izraža s tem sebe in ne prekopira nekaj, kar je videl na internetu. Ja. Da vstopi v te neke povprečnosti, da sam izvede nekaj novega in združi neke te fashion piece, ki še drugi ni. Saj, če si na tem fast fashion levelu, pač na nivoju, mislim, da še nisi prav prestopil v fashion, saj še vedno pač se oblači s temi oblačili, ki so dostopni do vseh in ne izstopaš preveč, ja. Samo s tem se pa najbolj strinjal, čisto ker bi rekel, da je dobro, da imajo do oblačil vsi dostop. Tako da v bistvu imaš, ni res namer ene stvari, ko stanejo po koliko tisoč evrov in malo, da nimamo dostop do njih, ampak replike namer, ko vidim, da imajo v Berški namer fake sambice oziroma silueto sambic, ki mogoče stanejo po 200 evrov, tam dobiš za 20, s tem, da je dostop do oblačil
bolj vsem prilagojen, tako da lahko ljudje kupijo te oblačila, ki so mogoče drage, za manjšo ceno, ali ni ta dostop dober v smislu. Ja, ampak moraš najti oblačila ne samo v teh blagovnih znamkah, moraš jih tudi najti izven teh popularnih trgovin, kot so recimo thriftanje in še drugačne trgovine, pa vse to ne sme ti biti glavni vir fast fashion. In potem misliš, da lahko thriftanje ti omogoči kakšen vstop v fashion, brez tega, da bi zapravil veliko ljudi. Ja, to bi rekel, ker naprimer v trgovinah kot so Bershka, Zara, pač te bolj mainstream trgovine najdeš dokaj podobne kose oblačil. Saj ne pravim, da imajo zdaj enolične kose oblačil, ampak pač pravim, da nimajo tako eksperimentalnih kosov oblačil, medtem ko v thriftih lahko najdeš od baggy jeansov, flare jeansov, skinny, glavno vse možne stile oblačil, kar ni zagotovljeno v teh večjih trgovin. Tudi za veliko manjšo ceno, ne? To se popolnoma strinjam. Naprimer, lahko najdeš hlače, ki bi nove stale preko 50 evrov za pod 5 evrov. To se strinjam, da je thriftanje nekako super začetek, oziroma lahko, če začneš z thriftanjem, ti lahko to omogoči zelo odprt pogled na fashion, saj lahko vidiš različne kose oblačil. Zdaj ne pravim, da nekdo, ki thrifta, da je oblečen v, kako bi ti rekel, v starter fashion. Ja, razumeš, saj se veliko večjih imen, ki posvetijo svoje življenje oblačilom, oblačijo v thriftane oblačila. Ja, ampak thriftanje postavi nek novo pregrado, saj potem več za originalnost ni cena denar, ampak moraš vseeno imeti znanje. Tudi znanje, ampak še vedno je veliko sreče. Tudi lokacija, kje si doma, pa kdo sploh hodi v te thrift store, te mainstream trgovine, kot si pa rekel, pa ti omogočijo, se prilagajajo tem trendom, vidijo, kaj ljudje nosijo in se temu prilagodijo in ti omogočijo to neko poprečen nek izgled. Ja, saj, ko smo zdaj pri teh trgovinah, opažam, da naprimer veliko manjših brandov, ki se naprimer pojavljajo na Instagramu, na TikToku, se probajo zelo posvetiti manjši skupini ljudi in se prilagajati njihovim standardom in željam. In zaradi tega naprimer postane zelo podobnih brandov, ki so narejeni zelo poceni, saj so ene vrste dropshippani iz Kitajske, kaj tudi spet prijemo do tega fast fashiona, da se za najmanj denarja oblačiš drugače. Ja. Bi lahko rekli, da je najdenje pravega kosa oblačila tudi umetnost? Ja, ampak pravim, da je pravi del, kako bi tem rekel, umetnosti oblačenja, ko ti skombiniraš različne dele oblačil in jih daš na sebe, ker to iskanje je en del, seveda, oblačenja, ampak tisti pravi čar oblačenja je, ko ti te oblačilo oblečeš in jih skombiniraš z drugimi kosi. Ja, zelo prosim. Rad bi še omenil, mogoče veste, kaj je Vinted. To je online thrift trgovina, katera me zelo moti, saj podobnih stvari v Sloveniji nimamo, kar je v bistvu omogočilo, da thrifti obstajajo samo v fizični obliki, kar pomeni, da mi, ko smo iz Murske Sobote, moramo potovati v Ljubljano, v Maribor, da lahko imamo dostop do teh thriftov, kar me dokaj moti, da nimamo dostopa do te aplikacije. Pri nas veliko kar vidim na socialnih omrežjih, da ljudje iz Vinteda dobijo bolane kose za dobre cene. Ne? Ja, saj Slovenija še po tem aspektu daleč zadaj. V Ameriki, na primer, vidiš tam velike Goodwille in te thrifte, kjer si lahko po 8 ur in najdeš koliko hočeš dobrih kosov. V Sloveniji pa nekaj takega enostavno še ne obstaja. Ja, pri tej aplikaciji potem je še spet problem, da se ljudje bolj zavedajo pomena teh oblačil. Saj v thrift storeu pravzaprav jim podariš to oblačilo, tu pa vseeno prodajaš in hočeš zaslužiti s tem. Ja, dobro, to je zagotovo s posameznikom interes tudi na predani materijale, ne, seveda hoče zaslužiti največ teh oblačil, ki jih najdeš. Ponavadi so tudi thriftane oblačila iz fizičnih trgovin, katere potem prodajo naprej, ne.
samo samo se mi zdi, da je to nekaj, kar pri nas primanjkuje. Zato se tudi vidi na, kako bi temu rekel, na ozaveščenosti ljudi na okolico. Saj, če bi bila tukaj nekakšno povpraševanje, potem bi seveda nekdo prišel, ki je pač tudi zainteresiran za to in ima nekakšno biznis idejo, ampak kot pač opažamo, se naprimer še posebej tu v Prekmurju ne ukvarja veliko ljudi z tem, kako izgledajo, bolj na to, da so comfortable, da so udobni v svojih oblačilih. Kot smo se tudi prej pogovarjali, smo prišli do tega, da v času koronavirusa se je zelo veliko ljudi začelo oblačiti v comfort oblačila, da ciljajo samo na svoje udobje. Se ne pravim, da je s tem karkoli narobe, ne? Ampak pač se je več ljudi nekako začelo podobneje oblačiti in ciljajo bolj na to, kako so Prijašnji s tem obdobjem. Jasno, ja. S tem se zagotovo strinjam, da je nekako v ospredju današnje družbe in njihovih vseh trendov, ki izvirajo tudi od nekakega straha pred izraženjem ljudi, tako da je lažje, da se ne izpostaviš, kot pa da bi se na tem prizadet, kar je zagotovo tudi predstavljeno v fashionu. Ljudje ne nosijo kosov, ki se jim mogoče vidijo, ker je strah drugih mnen. Konec koncev pa boš samo udoben v tistih oblačilih, v katerih se ti počutiš udoben. Ni samo zato, da je kos sam udoben, nekakšna trenika, lahko se počutiš udoben, pa nosiš kratke hlače na korenček. Nič se potem počutiš dober v teh oblačilih, je to vsako ima konec koncev veze. Ja, tu pri fashionu in mnenjih pač tu je zelo pomembno, da da se ne oziraš na mnenje drugih. Se vem, da je to na primer zelo težko, ker so pač tvoji vrstniki, z njimi se pogovarjaš, ampak pač cel point tega fashiona je, da se ti izražaš v teh svojih oblačilih in da te mnenje drugih ne briga, ker ponavadi te ljudje, ki se naprimer ne ukvarjajo z fashionom, bodo najbolj glasni glede tvojega outfita, saj ene vrste nimajo pojma in pač ne razumejo in bodo pač hejtali. Ja, saj razumem. Pri tem principu se zelo držim tega, da od nekoga, katerega ne bi vzel na sveta, ne poslušaš kritike. Seveda, tukaj se če nekdo rekel, kaj imaš to za oblečenih copatov, pa mu rekel, da nosiš ne vem kakšne copate, mi je baš vseeno, zato ker do tebe ne bi prišel z upanjem, da bi daš dober glasov. To mnenje meni ne šteje. To se čisto strinjam, ja. Potem v tem smislu, ko smo rekli v triftanju, ali potrebuješ denar, da se oblačiš dobro. Do nekaj mere moraš vložiti v to, kar imaš rad, da se lahko dobro oblačiš. Ja, originalnost ima vseeno svojo ceno. Ne moreš z malo denarja dobiti neke ekstravagantne kose oblačil. Ja. Jaz bi rekel, da je nekakšna meja tudi med oblačenjem basic, pač da se oblačiš kot drugi, da se pač ne posvečuješ fashionu in pač ko začneš zapraviti malo več denarja, da se pač lahko bolj izražaš. Zdaj, če imaš ti, pravim, da ne rabiš ne vem koliko denarja, da se ti začneš oblačiti, ampak pravim pa pač, da je bolje, da kupuješ manj oblačil, ampak ki se ti bodo res videla in so bolj kvalitetna, trajnostna oblačila, kot pa nekakšne poceni kitajsko stvari, ne vem, Zimo tudi stvari, ki so trenutno v trendu in veš, da odpade v kratkem času. Seveda. So pa po eni strani te fast fashion trgovine dobre, ker ti bodo vedno ponujale iste te basic kose, kot so bele majice, navadne hlače, dolge bele majice, srajce, vse to, kar pač potrebuješ. Po dobri ceni, ne? Po dobri ceni. Imajo nekatere trgovine, kot mreže Zara, ima zaseljeno ceno za belo majico navadno, kar je pa meni preko glave. To se čisto Potem pa mi mogoče rekli, da se ljudje danes povprečno oblačijo boljše kot posledica teh fast fashion trgovin, ali se samo oblačijo bolj podobno. In v tem, da se oblačijo bolj podobno, je manje kritike in zelo tega so mogoče dovzeti, kot da se oblačijo boljše. Danes v družbi vidimo veliko mladih, ki se oblači v bagi lačah in v prijetih majicah in potem nekdo, ki je v tem, ne bi rekel tiru, ampak na tem levelu bi tudi rekel, da se dobro oblači, ampak to je večino samo zato, ker je sam podoben njemu. Seveda se te ljudje nekako povezujejo in se pač seveda oblačijo podobno, ker bodo z tem nekako najbolj zadovoljili družbo okoli sebe in jih nekako, pravim, problem je, da veliko ljudi briga mnenje drugih in zato se bodo oblačili zelo
družbeno sprejemljivo. Ja, družbeno sprejemljivo in navodno vem, eksperimentirali. In zato pač ne smeš poslušati kritiko drugih oseb, ki pač nimajo nekakšnega vpliva na tebe v pozitivnem smislu. Se je zdaj se malo obrnilo, dan danes je pač sprejemljivo to, da imaš bolj široke hlače, lepe pač majice, pa to pred 10 leti recimo pa so bile popularne oziroma v trendu skinny džinsi in bolj dizajner stvari. Dan danes več toliko tega ne vidiš. Ja, ne vidiš več nekakih ekstravagantnih dizajnerjev kosov, večina jih je tako nekakih osnovnih kosov, ki samo imajo bolj znak, blagovne znamke, ne vidiš več nekakšnih rdečo-modrih Supreme majic, ki imajo 4 črte po njih, ampak vidiš navadno Supreme majico, ki ima rdeči box logo in se mi zdi, da tudi tako nekak minimalizem se kaže v fashionu. Ja, ta bolj tihi luxury je prišel na sceno, ker več ni povsem pomembna firma, ni pomemben logo, ampak je bolj izgled. Ja, sem se tako dobro vseeno. Pisali vaš vplive na oblačenje oziroma od kje izvira, ko bi rekel, da se začel oblačiti, kdaj te je začel brigati za to, kako izgledaš. Jaz bi rekel, da naprimer, da posplošim še tvoje vprašanje, da se je veliko današnjih trendov in nasplošno ljudje, ki se brigajo za oblačenje, je to prišlo z temnopolte rap kulture, še posebej stvari, ki so danes popularne. Saj kot vidimo naprimer v kakšni rap scenah, v hip-hop scenah, se veliko ljudi zgleduje po temnopoltih raperjih, ki za svoj izgled res bodo dali ogromno zelo veliko denarja. In zato bi naprimer rekel, naprimer, zelo popularni čevlji Timberland, ki so naprimer prišle z temnopolte New York scene. In so se pravim, so gratale globalen hit. Naprimer vse, kako greš na kitajski video, timeless čevlji, naprimer timeless clothing piece. Ne moramo reči, da je pač Timzi so trend, saj obstajajo v New Yorku že seveda od 80-ih, 90-ih, ja. Samo meni se zdi, da se malo oddaljujemo od teh vplivov, saj te rap sceni je res to bilo v 90-ih in dalje ta bagi nasplošno, ja, bagi hlače, bagi majice, to vse in se nekako oddaljujemo se od tega. Seveda. Trendi se vedno vračajo, kot si rekel, pač v 90-ih so bile bolj bagi hlače in 2000-ih, zdaj pa že vidimo, kako gre proti flare jeansom in skinny jeansom, pač bomo kmalu videli obrat, ja. Me zdi. Ja, moda vedno deluje v nekih ciklih. Ja, lepo to, ja. Ne vem, naprimer za inspiracije sem, naprimer, ko sem se začel ukvarjati z tem pred kakšnimi 2 letom pa pol, 2 letmi, sem naprimer se res gledoval po kakšnih temnopoltih raperjih, kot so Young Thug, ne zaradi kako se oblači, saj se oblači zelo drugače kot jaz, ampak pač, da se izražajo z tem, za svojimi oblačili, da jih pač ne briga, kako drugi gledajo na njih. Res je, da se oni oblačijo z kose, ki so, ne vem, po par tisoč za eno majico, za ene čevlje, ampak pač, da so se začeli oblačiti čisto drugače kot drugi ljudje. Ja, v tem smislu pa sem malo nasprotujem svoje mnenje, sam menim, da kot inspiracije za oblačenje ne bi smeli videti nekake slavne osebe, naj so to ljudje, ki so v modi, oziroma ki niso, v moj primer, aktorji, nekaki razmeniki, saj so kot znane osebe pri vplivu toliko stvari, namer imajo styliste, imajo brende, ki jih sponzorirajo in zato plačajo v nosil. Ja, to se čisto strinjam s tabo, ampak zato ravno sem si izbral Young Thug, ki je pač tudi sam stylist in pač... Ja, razumem, sem ima brand spočno. Seveda, to se strinjam in to se čisto strinjam, da se ne moreš nekako primerjati, ne vem, z mogoče še ena oseba, ki se lahko naprimer v glasbeni industriji, ko se zdaj je Kanye West, ki ima tudi pač svoj clothing brand, ki je pač zdaj dokaj kontroverzen, ampak pač pravim, da veliko teh temnopoltih raperjev se je začelo, pravim, baviti z oblačili in kako in zgled. To so vpliv veliko mladih. Ja, zelo. Saj je rap scena pri mladih zelo popularna in normalno, da vpliva na njihov stil oblačenja, še posebej v mlajših letih. Young Thug je tudi zelo znan, če že njega omenjam, potem, da nosi oblačila pač namenjena za drugi spol,
kako se vam to zdi, bi sami osebno nosili kako majico, ki je namenjena za žensko ali pa... Ja, jaz s tem osebno nimam problema. Imam tudi nekaj kosov, ki so z H&M ženskega oddelka ali Zarinega ženskega oddelka in ne vidim, da bi potem kakšen problem vsaj konec koncev samo kos oblačila. To se s tem, kot ti imaš oblečeno. Stari, ne bom rekel, da bom nosil neko obleko, bar trenutno še ne, ampak v tom smislu, da so veliko oblačilje unisex in samo tako kategorizirane. Zdaj, naprimer, kot je Jakub rekel, še enkrat bom pač omenil Young Thug, on se naprimer začel oblačiti v halje, v dolge obleke in pač zatem je dokazal, da je ene vrste fashion genderless. Pač ne moreš reči, ja, to je zdaj samo za punce, pač verjetno so koji oblačili, kot naprimer tank topi, da bodo pač bistveno boljše zgledali na ženskem spolu, ampak ne moreš pa reči zdaj za ne vem, nekakšen roza pulover, ja, to je pa zdaj za ženske, tega moška oseba ne To barvo družba. Ja, to je že za barvo. Ja, to je veliko v samozavesti. Tudi v tem. In moraš se nekako biti, že spet smo pri udobnosti, da imaš biti udoben v svojih oblačilih. Ja. In to je stvar stila v bistvu. Ti, če nisi udoben v svojih oblačilih, ker jih imaš rad, ne, in moraš nekšo atrakcijo imeti do tega, kar imaš oblečeno, ljubezen do sebe, da imaš to, kar imaš oblečeno, nosiš s ponosom, ne. Ja, to se moraš že spet na sebe zanašati, saj družba še vedno ne odobrava točno toga. Ja, nikoli ne bo. Ja. Originalno, Sem ti nek ženil. nekdo, ki mu ne bo to pasalo. Večinoma kaže, da sam po sebi Ja, nima dostopa do tega, da bi se lahko izrazil na tak način. Saj ne govorim, da bi se vsi morali ekstravagantno oblačiti in predstaviti sebe 100% v svojih odločilih, ampak nekako ljubezen je do sebe v tem, da se sebe predstaviš drugim s tem, kar si, če je to le zunanje, ne. Ja, je neka vseeno umetnost in način izražanja in prikazovanja svoje osebnosti. Ja, zagotovo lahko nekoga kategoriziraš na oko, glede na to, kar ima oblečeno, ne. Ni to, da bi lahko kategoriziral v smislu, da če se oblačiš tako in tako, si takšen in takšen, ampak je bolj kakšen odnos imaš do sebe, na to, kar imaš oblečeno. Ker če nekoga vidiš, da hodi okoli v oblačilih, katere mu niso pogodu, oziroma jih ima samo zaradi družbe, se to hitro opazi v tem, kako sam sebe nosi okoli. Zdaj, če se vrnemo nazaj na vprašanje, jaz sem se začel ukvarjati z modo tam nekje pred letom in meni je ena največjih inspiracij trenutno A$AP Rocky, ki mi je všeč, kako te višjo modo meša z streetwearom in mislim tudi, da se zelo odraža, pač vidi se, kako se oblačiš tudi po tem, kaj poslušaš od glasbe. Sta moda in glasba zelo povezani med sabo. Ja, to zagotovo. Nekateri kategorizirajo ljudi, ki se oblačijo samo v črno kot nekakšni emoji, oziroma pač takšne kategorizacije, katere meni niso v pogodu, ampak je to stvar, kateri se ne moreš izogniti konec koncev, ne. Zdaj sicer rekel bi sam, da imam inspiracij mnogo, ampak večinoma niso kakšne znane osebe, kako sem rekel, po tem, kar znane osebe nosijo, ne zgledujem preveč, saj menim, da so velikokrat res sponzorirani njihovi kosi in ni odraz njih to, kar imajo oblečeno v smislu. Zato bi rekel, da imam večinoma ljudi, ki so nekak influence na meni, so kakšni Instagram creator oziroma TikTok creator, ker so se izpostavili in nosijo posebne tipe oblačil, potem lahko pokažemo še nekaj slik od njih, par jih je, če zdaj grem z glave, se ne bom točno zmislil, kratko pa dal šal. Ja, naprimer, lahko uskočim, naprimer, oseba, ki se mi, naprimer, dobro zdi v fashion, naprimer, Nine Eater, on se zelo ukvarja z tem, da bo pač izpadel, da bo sebi, naprimer, on zelo postal takšen pozitiven content, naprimer, da pač se moraš dobro počutiti v svojih oblačilih, da pač ne poslušaj drugih oseb, ki se pač bodo pač hejtili, zato ker pač lahko in se jim pač oni ne morejo priti do tega cilja, ko ga imaš za danega tim. Zato ja, to se čisto strinjam z tem, da pač ne moreš nekako se primerjati z slavnimi osebami, ki se pač imajo fashion, kako ena vrsta, kako drugo vrsto, da se pač
osredotočeni na fashion, saj so polnokrat, kot je rekel, sponzorirani in se jim gre samo za to, da bodo pač dobili dobro kritiko. Ja, in veliko krat se tudi zgodi, da se preveč trudijo, da bi spadli nekako dobro v oblečenje, kot pa, da bi samo oblekli to, kar nosijo vsakodnevno. V tem smislu, da sem videl nekaj TikTok influencerjev, ki se naprimer oblačijo in se mučijo s tem, da bodo vsak dan boljše oblečeni, kot pa da bi bili oblečeni tako, kot v bistvu so. Ja, samo če se vrnemo na A$AP Rockija, on dejansko izhaja iz Harlema, torej New Yorka, kjer je pač on se je začel lepo oblačiti, oziroma pač modno že pred slavo, zato ne bi rekel za njega da ima pač nekaj mentalista. Verjamem, da obstajajo izjema, da v bistvu večina ljudi, ki se pa s tem obada, pa sem skoraj siguren, da imajo nekakšen zunanji vpliv na to, kako se oblačijo. Kakšni pop singeri. Pa ne bi izpostavil nikoga posebej, ampak se vidi, kdo je res v tem, zato da ima oblečen to, kar hoče, ampak v primerjavi s tem, ko ima oblečen nekaj, kar ne bi bilo dano. Ko pa, naprimer, kakšno osebo ne vem na slovenski sceni, naprimer, se ti, kaj pač bolj poznajo, naprimer, kakšno osebo pač izpostavljeno vidi, naprimer, vem. TikTok influencer Jetski. On se mi fuvi, ker je nekakšno eksperimentalno sceno malo prinesel k nam in je nekdo, ki se mi zdi, da ga ni strah se izražati in je zelo tega tudi dobil nekakšen following od ljudi, ki so podobni njemu. V tem smislu, da se hočejo izrasti v svojih oblačilih in je nekakšen dober vpliv na mladino, se mi zdi. Pa če polnokrat vidiš, naprimer, v komentarjih, ki pač ga bodo ene vrste zaničevali in pač govorili, da se bi še eti. Ja, seveda, mislim, ker se pač niso izpostavljeni sami fashioni in se pač oblačijo tako, kot je pač ene vrste trend hopajo ali pa pač se oblačijo čisto basic, ja. Tudi zadnje čase spremljam tega Matica Robeznika, ki tudi velikokrat koleba z Jetskijem in njegov stil mi je tudi ful všeč. Pač s tem, da se pač nosi te jakno iz džinsa, kombinira pač vse možne materijale, res ima svoj unik stil. To je nekako najpomembnejše, kar se tiče oblačenja, da imaš svoj unikaten stil in to te bo vodilo skozi svojo celo pot v življenju. Če imaš res unikaten odnos do oblačil in pisuješ zelo tega tudi sam do sebe. Ja, na drugi strani pa imaš tudi na TikToku in Instagramu te influencere, ki pretiravajo s to originalnostjo. Ja, potem tudi zagotovo. Se na tej socialnej mreži se oblečeš, poslikaš in potem ni treba več nič. Ja. In potem se trudiš, da napraviš perfektno sliko, da so vsi koti porihtani in napraviš 100 slik, potem se to vse sortira in to je malo overkill, se mar ne tako zdi. To ni nekako point fashiona, da bodo se pač ljudi... Oni hočejo zadostiti pač svojo publiko, svoje pač gledalce in se pač ne posvetijo na to, kaj se njim vidi, kako bi oni to... Ne, mislim, da je point fashiona slika, ki vidiš z tega, kar imaš oblečeno. To je epidemija teh feedpickov, ki je bila na TikToku, ki je zadnji čas se malo zamrla, ampak se mi zdi, da je s tem bil res pritisnjen posamezniku, da se ekstravagantno potrudi za eno sliko, ki jo potem mogoče dal na Instagram, kar pa se mi zdi čisto izven pointa, kar je oblačenje. Ja, vseeno moraš biti to udobje in funkcionalnost nekaj oblačila. Ja. Ko je nosil sredi zime v Harlemu kratke hlače za zelo slike, pač to se mi malo zdi. Pa še goofy malo, ja. Ja. Pač hočejo nekako biti izpostavljeni in pač da slabijo pozornost. Seveda ne pravim, da pač da se izpostavljam slabo, ampak pač pravim, da se izpostavim ne zaradi sebe, pač zaradi drugih, da se bodo drugim vidi se, kdo se oblači za sebe in kdo se oblači za druge. Ja, ker konec koncev je tudi v tem, kako koga šteješ privlačiti s tem, kar se oblačiš in če vidiš, da nekdo se ne more oblači v smislu, da bi privlačil en demografiko oseb, se pač to zagotovo pozna. Ne bi rekel, da je to nekakšna stvar, ki jo delamo vsi, ampak podzavestno mogoče je. Menite, da bi mogli biti ljudje bolj regionalni, kar se tiče oblačenja? Ali je to, kako se počutijo v domu, so oblačili zadosta? Menim, da veliko ljudi sploh ne briga. Da niso toliko poglobljeni v fashion, da bi sploh imeli idejo, kaj se njim sploh vidi.
Da oblečejo to, kar vidijo zunaj, kar vidijo v trgovini, ki je pač poleg njihovega doma in so nekako zadovoljni s tem. V tem smislu misliš, da je pri tem ignorance bliss? Pa ne vem. Možno, da se potem ne posvečaš toliko temu, kako izgledaš in se bolj fokusiraš na udobje mogoče. Jaz pa konec koncev s tem nič ne robe. Ja. Potem pa lahko enostavno nekoga, ko si sreš kot, da se ne ve oblačiti, kar pa je tudi ni lepa stvar, da čiš samo sebi. Ampak konec koncev veliko ljudi se res ali dela, ali pa jim res ni vseeno zato, kar imajo oblečeno. In meni se to vsem sicer ne vidi, ampak razumem, od kje si izhajal s tem, ne. Če te res ne briga, kako izgledaš, potem je ok, ampak če pa je te strah in to zakrivaš, potem je problem. Ja, potem se mi zdi, da je to stvar, ki bi moral sam pri sebi porihtati. In tam danes se je tudi razvilo dosti podstilov, kot se recimo old money ali pa pač prav streetwear ali pa business core, griš, kaj so vaša mnenja na pač te podstile? Ali uničujejo kreativnost? V smislu, ja, ker če se kategoriziraš pod na kakšen stil, potem bodo vse oblačila, ki jih kupuješ oziroma jih imaš oblečeno, tudi spada pod ta stil, tako nekako omejijo eksperimentacijo v svojem stilu. Ker mislim, da s tem, da se omejiš na neko stvar, škodiš sam sebi, oziroma svoj interes. Te prav stili različni omejijo kreativnost, ampak so pač neke že poznane, kako bi to rekel, načrti, kako se oblačiti, veš, da bo vedno izpadlo dobro ven, ampak ni pa kreativno, izvirno. Saj ne govorim, da bi moral se si oblačiti kreativno, oziroma vsak outfit biti ne vem kako eksperimentalno, pa pač, da včasih ljudje resno spadajo samo pod en stil in potem je preveč strah iti izven tega, ker jih je strah posledic, ne. Pa bi se mislil, če bo nekdo prišel z eksperimentalno jakom oziroma z drugačnim parom mlač v šolo. Ja, internet je tudi populariziral te estetike, ki nekako združujejo stile oblačenja in napravijo neki osnovo za oblačenje, kar pa tudi omejuje še spet kreativnost. Kako to misliš, pač estetika na splošno, to kaj kombiniraš? Na tej kori in estetiki, ki so tudi te subkulture spremenili v samo oblačila. Primer, kot te prej rekel, da če se oblačiš v črno, boš viden kot nek emo, ne. Lahko tudi ljudje danes to samo vidijo kot način oblačenja, čeprav se nekako s to kulturo ne povezujejo, s kakšno to punk kulturo ali pa te proti trenutnim trendom. Da se nekateri oblačijo samo zato, drugače od drugih, samo zato, ker bi bili drugačni. V tem smislu, to čisto razumem, ja. Ali bi rekli, da obstaja kakšen fashion trend, ki je timeless, bar za vašem osebnem mnenju? Kot smo povedali, te mladke, ki so res ostale še vedno spati, ki jih nosijo veliko ljudi in se mi zdi, da ne bi šli ven iz mode. Kaj je še kakšen takšen trend, ki se vam zdi, da bi lahko bil tak, oziroma je tak? Saj pač obleke cele, tridelne obleke nikoli ne bodo šle iz mode. Isto, kakšne te lederne jakne. So stvari, ki že obstajajo zelo dolgo in so vedno bile kategorizirane kot dobro oblačene, kot se meni obleke res, in potem mogoče to vpliva bolj na to, da nekoga vzame kot dobro oblečeno. Lahko vidiš nekakšnega starejšega gospoda z obleko in si res misliš, da je človek dobro oblečen, ker ima oblečenje tam skozi. Z nekaterimi očima, kar ne moreš rešiti, ne. Nekaj, kar je tu še bolj novejšega, se mi zdi, da bo še dolgo imelo vpliv, je to ta športna oblačila, ki ti ponudi tudi udobje, kakšna trenerka, pulovri, ki nudijo neko dodatno funkcijo. Ja, zagotovo, ja. Da se počutiš bolj udobno v oblačilih, je tudi kakšen aspekt mode, ni glaven aspekt, ampak je seveda stvar, ki dosta ljudi ima v misli, ko se oblačijo, ne. Če bo udobno vespadal, če lahko to nosi kamorkoli, in to je, mislim, ta športna moda omogočila, ne, da si vedno pripravljen za vse, ne. Zdaj omenjamo športno,
ena tudi moda, ki ima zraven še dodatno funkcijo, je kaki workwear, ko imaš take bolj hlače in majice, pač jakne, vse že zdelane. Jaz saj Timberlake so mislim, ko originalno bile pač Warfare. Ja, seveda so škornji namenjeni za delati pač recimo na gradbišču kjerkoli in to je pač ta kultura samo prevzela. To se strinja, naprimer, brand Carhartt je isti, pač namen se je pač, originalno je pač bil workwear, in se je pač spremenili in so se začeli bolj preusmerili bolj na fashion in ne na workwear in zdaj pač nekako imajo pač ta svoj ena vrste trademark, ta svoj workwear stil in z tega nekako projicirajo nove kose, nove stile oblačil. Ja, saj še greš tako veliko teh trenutnih mer popularnih blagovnih znamk, Supreme, ne, so začela kot skateboarding brand, so skaterji, so delali roke, potem pa se to razvija in Skype postane nekaj več kot to, kar je, ne, in postane znala po majicah svojih logov, ne pa potem, da so začela s tem, da so sponzorirane skaterje in pomenjati na tistem. To, naprimer, brand Louis Vuitton, vem tudi, da se je pač razvil iz tega, da je pač da je prišlo do pač transporta z vlakom in so pač se začeli razvijati kavčki, briefcase in je pač ta, ne vem, če je bilo verjetno Louis Vuitton, pač začel delati na kavčkih in se potem ta njegov brand se je skozi leta razširil na pač na eden izmed najbolj high fashion, najbolj dragih kosov oblačil. Ker to bo pas stal preko 1000 evrov. Ni več specializirano na kavčke, ampak se je pač po celem spektru mode razvilo, kot so jakne, vse pasi, kot si rekel. Vse pa vse je namenilo, da bi čim večje občinstvo imeli večjo demografiko, ki bi jih zanimalo, ne. Saj s tem, da narediš, da razširiš svoje produkte na več kategorijah, res napraviš dostopno več ljudem, oziroma je bolj v interesu drugih ljudi. Ne? To pa je tudi problematika teh fast fashiona, ker hočejo vsem zagotoviti nekaj, se ne morejo specializirati in niso otočeni. Ja. Ker je tudi pomembno, da si osredotočen na to, kar ustvarjaš, ne pa da narediš 1000 izdelkov in mogoče od teh je nekaj vredno. Ne? Bi rekel, da napreduješ v modi, potrebuješ denar, oziroma potrebuješ nekako več znanja, da lahko napreduješ. Seveda rabiš nekakšen začetni kapital, ker pač vse dan danes stane. Pač, zdaj, ne vem, veliko ljudi vidim, da pač asociira dobro oblačenje z veliko denarja. Saj so naprimer te brende, kot so, ne vem, Balenciaga, Batman, so pač zelo popularizirani na socialnih omrežjih in naprimer te stane en kos oblačil, naprimer ena jopca preko 1500 evrov in pač veliko ljudi začelo asociirati fashion z dragimi oblačili, z različnimi, dragimi kosi oblačili. Pravim, da se pač ne rabiš ne vem koliko začetnega kapitala, pač seveda rabiš nekaj, da začneš. Isto kot za vsako stvar rabiš nekakšen začetni denar, da se pač lahko na pravilen način spraviš. Torej pač, če ne boš pa posvetil za dosta veliko količino denarja, bo spet prišlo do tega fast fashiona, oblači se boš kot drugi in pač je nekakšna cena za originalnost. Potem mislite, kako je akademija Pandabara vplivala na vse to, ker je v bistvu mladini omogočila dizajner kosa za tretjino cene, za petino cene, za cene, ki so njim dostopne. Seveda, Pandaba in pač nasplošno kitajski ponaredki so zelo ene vrste tudi popularizirali fashion mlajšim generacijam. Gledajo, da na pozitiven način. S tem imaš dostop do več oblačil, je to dobro za njih ali ne? Mislim je, ker se lahko bolj izražaš, naprimer ker veliko ljudi naprimer gleda na fashion, da boš ti zapravil ne vem koliko denarja, kaj pa ni nekakšen point tega, ti vseeno hočeš se izražati in naprimer bo te vzal, ne vem, nekakšen Balenciaga piece stal 3000 evrov, ti pa lahko te hlače kupiš za 150 evrov, pač verjetno bo malo slabše kvalitete, ampak vseeno boš ti dobil za 1/100 cene zelo podobne hlače in nekako se ti lahko za tem bolj izražaš, ampak
Zdaj pa ne pravim, da ti ne moreš narediti podobnega fita z triftanimi, z bolj poceni znamkami. Po eni strani pa ti škoduješ s tem pač brandu, recimo Balenciaga, če že omenjaš, s tem, da kupuješ replike ali fejke, mogoče pač Balenciaga ne bo več tako uspešno čez par let, če bodo vsi ponaredke kupovali. Ne bo več takih dobrih originalnih kosov, zato tudi ne bodo več ponaredkov delali. Po eni strani moraš plačati za originalnost, izvirnost, ni dobro, če vsi imajo te kose. Mislim, da to se strinjam, ker pač brand Balenciaga se gre bolj za originalnost, da bi pač manjša skupina ljudi bila mogoče, ja, da bi imela ta dostop do teh oblačil. Zato bi rekel, da je pač dvoličnost, da je dvoličnost pri teh ponaredkih, ker pač omogoči večji količini ljudi, ampak to je lahko dobra stvar ali slaba stvar, odvisno, kako imaš pogled na to. Ja, ponaredki vzamejo ta pomen firm. Ja. Vzamejo ta luxury, kar je tudi lahko dobro, saj pokažejo, kaj so res ta oblačila, saj lahko Balenciaga prodaja na primer neko popolnoma navadno majico in bodo ljudje kupovali za 200 evrov. Če pa jo vidiš ti za 15 evrov, pa boš drugače videl na to. Te high-end brandi so dejansko neki kult, ali pa skupina, kateri ti želiš pripadati, ampak ne morejo vsi, zato jo pač naredi posebno, ne. Saj, če vsi lahko imajo dostop do Balenciaga, kot si ti rekel, izgubi pomen. Ker pa lahko le pač, recimo, 100 ljudi ima en kos, je to nekaj posebnega postane. Ja, kar pa po drugi strani je to dobra stvar, saj te prisili, da ne boš samo gledal ceno, ampak boš gledal pomen kosa oblačila. Pa bi rekel, kupiš si copate za 200-300 evrov, dal si originalno ceno, se plača za nekakve Nike copate in vidiš nekoga na ulici, ki ima ponaredek, kako se boš počutil v tem? Verjetno se ne bi ravno dobro počutil, ampak nič ne moreš o tem narediti. Ja, zagotovo da ne, ampak je pa nekako se počutiš disrespekt, ker si plačal premium ceno za nekaj, kar ima drug dostop po manjši ceni. Saj ni poanta tega, koliko plačaš, ampak vseeno je. Tam je pa spet, kaj je tvoj vidik. Če te to tako striga, da je bila cena visoka, potem z napačnega vidika prihajaš. Potem pa kaj rečemo, da smo zaključili za danes. Ne, se zdi, da smo smo obdelali to temo v fashionu. Adijo.